Dober dan, drage gledalke in spoštovani gledalci. Morda ste na spletni strani druzina.si in YouTube kanalu Družina Media že zasledili podcast Mladost na kmetiji. Podcast prikazuje zgodbe slovenskih mladih kmetov in kmetic in zdaj vstopa v novo sezono. Letos tudi z novo sovoditeljico Matejo Kopar, ki jo lepo pozdravljam v našem studiu. Živijo, Marko. Živa. Od marca 2023, ko smo posneli premierno epizodo, pa do konca julija, smo spoznali že kar 56 različnih zgodb slovenskega podeželja. Konec septembra pa torej začenjamo niz novih oddaj, v katerih boste lahko spet spoznavali zgodbe slovenskega podeželja. Kot sem omenil, v novo sezono vstopamo z novo sovoditeljico Matejo. Mateja, tale studio je precej drugačen, kot bo tisti, kot ga bova imela na terenu. Kajti takrat bova res med kmeti, na dvorišču, v nekih sobah, morda tudi zunaj. Se veseliš tega izziva? Vsekakor. Komaj čakam, da bom spoznala nove, mlade podeželane ali pa dala priliko tistim, ki jim že poznam. Pa tudi videla bova res spet celo Slovenijo, lahko potovala gor in tja, videla kravice, ovčke, čebelarje. Pač jaz obožujem kmetijstvo, tako da se zelo, zelo veselim. Ja, tudi ta studio je precej drugačen kot tisti, ki bo na terenu. Kakšni glasovi se bodo prikradli vmes in tako naprej. No, naj povem, dragi gledalci, da Mateja je bila že tudi ena od gostij v podcastu Mladost na kmetiji, mislim, da tam v prvi sezoni, 9. ali 10. po vrsti. Tudi lahko povemo, da smo podcast zasnovali v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine. In zdaj pa torej Mateja, potem ko je bila na drugi strani mikrofona, zdaj pa bo v vlogi izpraševalke. In Mateja, morda je že kdo pozabil, s čim vse se ti ukvarjaš, kakšne vse hobije imaš, od kod prihajaš, s čim se ukvarjaš doma, kakšna je tvoja zgodba, izkušnja? Tako je, res je bila sem že prvo sezono, takrat poleti ste bili pri meni. Takrat se je kar nekaj spremenilo, bi lahko prišel spet pogledati. Nova epizoda pa lahko posnamo. Nova epizoda. Ne. Se pravi, jaz prihajam iz vasice Gaberje, ki leži ob reki Mirni, na desni strani reke Save, se pravi, sem Dolenjka, ampak tudi Posavka. Se pravi, to je v občini Sevnica. To je tak gričevnac svet. Imam zelo bolj malo kmetijo, tako da sem se malo po svoje znašla. Nekaj goveda se pase okoli, potem tudi piščančke za meso, pa tudi kokoške za jajčka, vinograd, kar se seveda spodobi za Dolenjko. Tako da ja, malo kmetijo, sem mlada prevzemnica, sedaj že 3. leto. Na kmetiji uživam, mami mi malo pomaga, prav lušno je. To je ta, bi rekla, kmetijski del. Zelo, zelo rada, pa tudi na drugačen način se v kmetijstvu pojavljam. Predvsem čutim zelo močno to, da želim nekaj izboljšati, nekaj pozitivnega prenesti v ta sektor, mogoče tiste negativne prizvoke kmetijstva malo razbiti. In tudi tale podcast je bila ta prilika. Pred 3 leti, ko smo prvič sedeli skupaj na Zoomu, še nisem točno vedela, zakaj se gre, ampak me je takoj potegnilo notri. Ker je to res priložnost, da lahko mladim podeželanom, mladim kmetom damo spoštovanje, pokažemo njihove zgodbe, pokažemo, da so to ljudje, ki obožujejo svoje kmetije, živali, radi delajo, imajo voljo, moč, ni pa vedno prav lahko. Tako da res uživam v tem. Sem vesela, da sem stopila iz ozadja, tokrat pred mikrofon, in se zelo, zelo veselim. Me pa zanima, v bistvu ta ideja je prišla strani družine. Družina se je obrnila takrat na Zvezo slovenske podeželske mladine. Jaz sem pristala po naključju na tem sestanku, tako se je vse skupaj začelo. Kako je pa družina prišla na to idejo, da bi snemali mlade kmete? Zdaj je prav zanimivo, Mateja, v tej vlogi. Zdaj smo oba voditelja in oba odgovarjava na vprašanje. V bistvu se ta vloga malo meša, ampak se je prav tako. Zdaj bo oba sovoditelja podcasta in je prav, da oba odgovarjava tudi na vprašanje. Ja, seveda, tudi jaz sem tebe sprašvala. Ja, tako je, kot si rekla, približno 2 leti pa pol nazaj. Takrat je šlo to vse v sklopu tega, da smo na družini tudi prenovili podobo spletne strani in smo želeli tudi seveda z novimi vsebinami privabiti čim širši krog naših bralcev, poslušalcev in tako naprej. In zdaj podcast je ena taka nova zvrst bila takrat, danes je teh podcastov zares veliko.
takrat je bilo še to dokaj novo, Začetka, sveže. Ja. In smo rekli, smo se vprašali, kako bi lahko razširili ta krog naših bralcev z različnimi vsebinami, mediji in tako naprej. In smo rekli, za osnovne vrednote smo si pa zbrali nekako mlade, tradicija, veselje do dela, vera, torej te vrednote smo nekako dali na kup in ko smo se vprašali, kdo vse te vrednote pooseblja, smo rekli, to so mladi kmetje. In smo se res takrat potem obrnili, kot si dejala že, na Zvezo slovenske podeželske mladine. In glede na to, da ste kmetje res operativci, ko morate hitro zagrabiti za nekaj, ste tudi vi se takrat zelo hitro odzvali z vašo takratno predsednico Anjo. Tako je. Organizirali ta sestanek in potem smo dokaj hitro naredili ta koncept in šli že na teren. In ravno Anja, takratna predsednica, je bila prva gostja skupaj s svojim takrat, zdaj že možem, Možem, ja. in naraščajem. Tako da, evo, in od takrat, od marca 2023 do zdaj se je zvrstilo že več kot 50 epizod. In v teh 50 epizodah si verjetno videl, oziroma sta s Kajo prepotovala celo Slovenijo, videl marsikatero družino. So se te vrednote izkazale, v bistvu, da so tiste prave in iste, se pravi družina, kmetijstvo, delo, pa tudi vera zraven pride, se mi zdi kar spontano. Kaj pa si na teh ogledih začutil? Kaj ti sta rdeča nitka vidiš pri večini teh podcastovcih, ki smo jih imeli? Kaj si opazil na kmetijah? Ja, res je, v teh 2 letih in pol smo skupaj prevozili nešteto kilometrov. Morda je ostala še kakšna lisa tam na Primorskem, Belokranjskem, Prekmurskem koncu, ampak sem prepričan, da nas bo tudi pot tja popeljala. Ste slišali? Ja, ste slišali. Ja. Tako da, ampak, če si me že vprašala, zelo dobro vprašanje o teh skupnih imenovalcih ali vidikih, je pa res to, da pri vseh teh mladih kmetih je zares videti v prvi vrsti to željo. Željo, da želijo kmetovati, da želijo ostati na podeželju, da želijo s srcem delati, ker to ni poklic, ki bi ga upravljal, 8 ur zapreš in greš, računalnik in greš, ampak res s srcem moraš biti zraven in tukaj, če se ne čutiš tega res kot svojega poslanstva, potem skoraj nimaš v kmetijstvu kaj iskati. Ja, boš obupal verjetno, ker je kar precej ovir in mora izhajati iz človeka ta strast. O tem še ti več veš, morda v nadaljevanju še kaj rečemo o tem. Torej, prva zgodba ta, veselje in želja do dela. Drugo, kar me res navdušuje, kako je ta mlada generacija kmetov iznajdljiva, vedoželjna, radovedna, kako se tudi vse bolj zaveda, da mora si ustvariti delovno mesto na kmetiji, da je prav, da tudi zasluži s tem, da ni to samo, da lahko preživi, ampak mora tudi živeti dostojno od tega. Se mi zdi, da mlajša generacija vse več da tudi na to, kar je prav, da ceni svoje delo, da ga zna pa pravi ceni tudi prodati. Se tega tudi mora zavedati. Pa absolutno se mlajša generacija tudi vse bolj zaveda in je vešča uporabe novih tehnologij in pa prisotnosti na družbenih omrežjih. Ko opažam te mlade kmete, ko se pripravljamo na pogovore in tako naprej, ja, res, skoraj da že vsak ima za sabo prisotnost na družbenih omrežjih, Facebook, Instagram in tako naprej, kjer opozarja nas na svoj položaj, ne samo na to, kar dela, torej na svoje produkte, izdelke in tako naprej, ampak tudi na to, da tudi izražajo mnenja, torej da se znajo tudi postaviti zase. In iz tega potem mogoče izhaja naslednja točka, ki se mi zdela zelo pomembna, je ta, da znajo generacije sobivati na kmetiji. Torej, ne vemo, da starši predajo kmetijo svojim naslednikom, potem imajo ti otroci že svoje otroke in je zelo lepo videti, ko smo se pripeljali na kmetijo in videti ta živžav, da so starši pa otročki, če niso bili v vrtcu ali šoli, da to brenči, da vsi nekako v sozvočju sodelujejo in delajo in tudi marsikje se je to pokazalo, da vidim, da tudi mladi kmetje cenijo to podporo staršev, da vskočijo na pomoč, ko je treba, pri varstvu, pri delu in tako naprej, da drugemu res pomagajo, ker to je res sodelovanje. Kmetija je danes podjetje, kjer res upravlja vsak svoj delček, seveda nekdo pa mora biti tisti, ki je pa čez vse, ki zna organizirati, ki se zaveda, kje bo nekdo najbolj lahko dal največ od sebe. Mogoče bi sem še to izpostavil, da se tle pa doskrat potem pokazalo vprašanje in izziv, kdaj in kako predati kmetijo na mlajše generacije. Tukaj je včasih bilo tudi težko o tem govoriti kakšnim kmetom,
Ponekod je to čisto naravno, se starši zavedajo, da je treba to čim prej narediti, ponekod se zavedajo starši tega, pa nekako ne zmorejo tega koraka. Ja. Mogoče na tej točki, Mateja, lahko še ti največ poveš, ker si omenila, da si približno 3 leta mlada prevzemnica. Mogoče eno svojo zgodbo, izkušnjo, kako pa si ti doživela ta prenos kmetije nase. Okay. Mislim, Marko, da si zelo dobro povzel bistvo kmetijstva, se pravi, da se res nove tehnologije, novi pristopi tudi v kmetijstvu že zelo, zelo dobro poznajo. Hkrati pa se išče ta pot tradicije, družine, teh vrednot, ki so pa že od nekdaj na kmetijah. Tako da res si obiskal res dobre kmetije, uspešne kmetije, kjer se to zelo lepo vidi. In tudi pri uspešni kmetiji je skoraj vedno v ozadju družina, podpora. In brez tega je res težko. Jaz sem prevzela sicer 3 leta nazaj, morda ni bila čist lahka pot, ampak z vztrajnostjo in pa upanjem, potrpežljivostjo, pogovorom sem prišla do tiste točke, da so mi starši predali in da sem lahko, bi rekla, zacvetela in začela odločati, kaj se na naši kmetiji dogaja. Tako da sedaj sem vesela, sem pa v to vložila kar nekaj truda. Ja, mogoče tudi v Sloveniji še vedno ta občutek je morda težje predati naslednici, torej ženski, dekletu svoje kmetijo kot fantu ali moškemu. Ja, si zadev bistvo. Ja, je pač starši morajo res zaupati svojemu otroku, kar je včasih težko, ker si bil zraven, ker je bil še mali pa delal neumnosti in enkrat vmes otrok odraste in je treba mu začeti zaupati, ampak je še težje morda ženski. Pač po krivici bi rekla marsikje, pač se zgodbe so različne, ampak ja, je še malo težje. Je pa tudi, pač, se jih razumeš. Oni so garali celo življenje, pripeljali to, kar je zdaj na kmetiji, se res borili in je težko to iz rok spustiti. Predvsem pa se tudi sami velikokrat bojijo za svojo starost. Ali bodo ostali sami, kdo bo skrbel za njih, je pač otrok, vidijo tisto zaupanje, se bo pa poskrbel zame. Ker v bistvu so lastnino tudi predajo. Seveda. In ki so jo sami nekako dobili, zaslužili, prigarali. Tako da je treba kar veliko zaupanja iz obeh strani. In pa seveda pač moraš biti odgovoren. Kot pač prevzemnik, odgovoren do tega, kar si dobil, da spoštuješ delo svojih predhodnikov in da poskrbiš za svoje starše. Mogoče ena anekdota, ko si postala mlada prevzemnica. Zdaj, če smo iskrena povsem, kot mladi prevzemnik si upravičen do nekih podpor, sredstev in tako naprej. Zanimivo je, da si ti rekla, da si z delom teh sredstev, oziroma ti je to pomagalo tudi pri nakupu nečesa. Tako je. V bistvu, se lahko povem, mogoče še širšo zgodbo, kaj ti ne veš. Jaz sem tekom teh zadnjih 3 let izgubila tudi očeta. In v bistvu še predno sem čisto vsa sredstva porabila, je del teh sredstev šel za nakup novega traktorja, ker je oče, preden je umrl, sem mu odrezal nogo in mu je bilo ful hudo, kako bo zdaj traktor šel. In sem rekla, ti kupila ti bom traktor, ki pač ne rabiš kupljenega, pač ne rabiš sklopke. Ne rabiš sklopke, pač da lahko prestavljaš samo z rokicam. In pač oče je žal umrl, ampak jaz sem ta traktor kupila, nekako v spomin na njega in tudi v bistvu vse, kar delam na kmetiji, je tudi tako mal za njega. Pač po svoje, ampak tako v spoštovanje. In ko sem kupila ta traktor, je prišla moja najboljša kolegica pogledati, pač to si nekako kmetje med seboj malo gremo, tako je, malo nazdraviti, na veliko pač ur na traktorju, da bodo varni, in mi je prinesla tak magnetek Svetega Krištofa, ki je zavetnik šoferjev, tako da imam zdaj tam na steni, poleg nalepko vsako leto blagoslovi traktorjev, da me varuje, ker sem le ugričev na tem svetu. Sicer sem previdna, moramo biti previdni, ampak ne škoduje, če nas nekdo varuje. No, tukaj Mateja imava res eno tako stično točko, zdaj smo morda že prišli na tako osebno raven. Tudi jaz izhajam iz kmetije in tudi mene je oče umrl dobro, star sem bil nekaj čez 30 let, ampak je bila pa tudi bolezen prej prisotna, tako da so mi znane te tegobe, ki pridejo na kmetiji z boleznijo in tako naprej. Tako da se ne ukvarjam zdaj več povsem s kmečkim delom, so mi pa ta dela še vedno blizu in spoštujem ravno zaradi izkušnje, ki jo imam s kmetije domače, ravno zato tudi spoštujem delo kmetov vseh generacij in vem, da je treba res garati za to, da na koncu nekaj pridelaš. To se tudi čudi, ker se potem, ko odidete od naših podcastovcev, ponavadi malo pogovorim, kako je bilo in čutijo to.
mladi, da so slišani, spoštovani. Tako da res, hvala, Ja. Marko. No, pa da greva na malo Ja. bolj ja, povej. Bi mogoče še kakšna dva vidika izpostavil, ko si Ja. me prej izvala s tem, kaj opažaš na terenu, kaj vidiš. Se mi zdi, da je ta generacija, zdaj vaša, tudi zelo gleda ali pa hrepeni po tem, kakšne izkušnje so v tujini. Da greste ven v svet, iščete nove prijeme, nove prakse, nove izkušnje, da povabite tudi kmete od drugod, da pridejo k vam. Se mi zdi, da ta izmenjava je zelo pomembna, tudi ti si mednarodno bila in si Vpeta nekaj čas. ne? Ja, tako je. V bistvu, tle nam je Zveza Slovenske podeželske mladine zelo pomagala. Kdorkoli je imel željo, je lahko šel za en teden v tujino, tudi k nam pridejo, tudi daljše izmenjave so. Tako da tudi jaz sem šla v teh 4. leto, ko sem zdaj pri zvezi, v ekipi zveze, tudi jaz sem šla v tujino. Bila sem na Finskem, bila sem v Nemčiji, bila sem v Budimpešti. In je to širino, ki jo dobiš tam med drugimi mladimi. Pač nekaj smo šli pogledati tudi kmetije, veliko smo se pa tudi pogovarjali, ker to so vedno vsebinski seminarji, ni to zdaj samo požurka, ne? Vedno je neka vsebina zadaj. In potem srečaš ljudi iz cele Evrope, ki jih to tudi zanima, ki imajo nek širši spekter in deliš izkušnje in prideš domov res bogatejši. In teh mednarodnih izmenjav se mi zdi, da se kar radi poslužujejo. Tudi v letošnjem letu, če ste opazili, smo imeli, mi rečemo, reli, se pravi, so bili tujci iz veliko držav Evrope, pri nas na Grmu v Novem mestu smo jih gostili. Tako da to se mi zdi res en tak izjemen vidik, da je tudi v kmetijstvu se prišle te izmenjave, ne samo na fakultetah, ampak tudi kasneje. Tako da ja, je luštno iti malo v tujino. Ja, ob vsem tem, kar sva povedala, vemo, da dela na kmetiji nikoli ne zmanjka, da je pa zelo pomemben ta vidik, ki so ga pa tudi vsi sogovorniki izpostavili v teh podcastih, da si je treba vzeti čas za oddih, za predih, in za nami je ravno poletje, ko je na kmetijah seveda veliko dela, so košnje, silaža, vse druge stvari, ki jih treba ponarediti, kakšne obnove projektov in tako naprej, da ne govorimo o kakšnih točah, sušah in tako naprej. Ampak hočem reči, da vsi poudarjajo, da si je treba vzeti čas zase, da je treba kakšen dan se prav fizično odmakniti, bodi si v morje, v gore, in tam pride pa še bolj do izraza to, da je ta povezanost na kmetiji res, da recimo ostanejo starši doma, lahko potegnejo par dni in obratno, da ga si res lahko vsi privoščijo vsaj kakšen dan oddiha. Mogoče, Mateja, kako pa ti skrbiš tudi mogoče zase, da res ne rečeš, zdaj pa vsak dan samo služba, delo in vse, tudi mora biti kakšen trenutek, da se res sprostiš. Ja, res je. Bom rekla tako, da kdor ima veliko družino, ima tle kar malo srečo, je še malo lažje pokombinirati, ampak se da, če se zorganiziraš, se da. Jaz se tako zorganiziram, da lahko malo pobegnem, sicer v letošnjem letu morda nisem tako. Bi rekla, da kakšno leto je malo več časa, kakšno leto so kakšni projekti malo težje uidem. Sem pa bila lani za 3 tedne v Ameriki. Tisto me je malo nafilalo, sem videla malo prostrana območja in lepote narave, pa tudi videla njihovo kmetijstvo, ki je mogoče tudi včasih pri nas bolj negativno prikazano, kot v resnici je. Pač nekateri vidiki, ne govorim vseh. Jaz sem bila lih v teh območjih, ki so prostrani pašniki in je govedo tam zunaj. Mislim, čist je eko, res cel zahodni del Amerike, ne moram drugače reči. Tako da ja, včasih se je treba vzeti, je pa treba res dobro splanirati, da je delo na kmetiji narejeno, da ko greš, da ni kakšnih večjih težav, seveda vedno lahko kaj pride, tudi takrat vmes je ena žival zbolela, ampak je mami dobro shendlala, je veterinarja poklicala in tako. Tako da ja, si moraš kaj vzeti, drugače pa tudi rada, že tako grem na kakšne dogodke kmetijske, pa bi rekli, pa veliko nas to dela, zdaj je bil kmetijski sejem Agra, tam se srečamo, podobno misleči, poklepetamo, čeprav je še kar kmetijstvo, ampak je vsem drugače, ker vidiš svoje prijatelje, sošolce, poslovne partnerje in se sprostiš. Tako da tudi na tak način malo pobegnemo za kakšen dan, da si malo možgančke sprostimo, pa kakšno novo idejo dobimo. Takrat pa tudi rada kakšno knjigo v roko primem. Letos mi je uspelo najti čas poleti. Tako da je kar pestro, ja. Super. Ja, veš, ti moram, Mateja, čisto odkrito priznati, ko sva s Kajo se vozila po celotni Sloveniji, se zgodijo takšne drugačne stvari. Pa mogoče ne na samem terenu, čeprav tudi na terenu, ampak recimo, te zanima kakšna prigoda? Ja, prosim, povej, sigurno jih imata ogromno. Ja, recimo enkrat vem, da sva se peljala, mislim, da proti Prlekiji, na eno kmetijo, in
navigacija je kazala, da je pot pravilna, da je celo priimek je bil pravilni, lepo je pisalo ta in ta kmetija, se pripeljejo na dvorišče, tudi poslopje in vse je nakazovalo, da gre res za to dejavnost, ki naj bi jo ta kmetija opravljala. Prideva na dvorišče, naj jo pričaka ena gospa. In sva rekla, da ta gospa ni sogovornica, najbrž je hčerka. Stopima ven, poveva, koga iščeva. Gospa reče, ja, ampak te pa ni na našem naslovu, ampak vedva kar pridta naprej in naj jo povabila noter, pogostila, ne vem, s čajem, sokom in reče, vmes bom pa jaz raziskala, kje je ta mlada kmetica živi. Ne? In res, in on obrne par telefonskih klicev, pride nazaj in reče, nisem čisto sigurna, sicer, ampak mislim, da je ne tukaj daleč, morate iti sem nazaj na glavno cesto, malo gor levo, pa tam pred zbone. Pa mi reče, ok, hvala lepa za gostoljubje in prijaznost in potem res gremo medva naprej. Na tisti kmetiji en gospod pride ven in spet nama je bilo malo čudno, ker je to, ja, pa tako manjša kmetija, spet reče, koga pa iščete, reče, spet je to in to kmetico in on reče, ja, to pa ne bo tukaj. In naj je spet poslal pa v eno drugo vas, sicer spet ne predaleč, ampak v glavnem vse je takrat zatajilo, očitno od navigacije do tako. In potem v tretjem poskusu pa vendarle je šlo, in od tod najbrž rekel, tretje gre rado. A je od tle rek, ja, sigurno. Potem vidiš, da je prva gospa, potem ta gospod, no in potem smo prišli na ta teren, tam pa vse v miru posneli. Ampak ne. Sej točno vem, o kateri kmetiji govoriš, ker smo se že ful velikrat zgubili, ker smo šli tja. Zdaj že vemo, ampak mi smo šli s podeželci tudi na izlet gor, pa smo imeli tudi težave najdeti. Ja? In lih ta priimek v isti vasi je težava. Ja, včasih ne, če več priimkov v isti vasi, potem kar težko. Še Garmin se očitno zmede, ne? Čeprav ne ve točno. Garmin ne ve vsega. Ja, no tako da to je ena ta taka lušna prigoda, ki se jo zdaj spomnila. So bile same lušne prigode, ne? Ja. Pa še bodo. Tako da, zdaj, Mateja, rekel sem, da ti si bila ena od gosti, ne, v podcastu in takrat si bila ti v bistvu v vlogi, da sem te jaz spraševal. Ja, zdaj pa me zanima, zdaj boš pa ti tudi sovoditeljica, zavravo boš tudi ti spraševala, ali rajši ti postavljaš vprašanja ali rajši vidiš, da odgovarjaš na nje? Dobra, sem ful firpčna, tako da če se dobro počutim ob ljudeh, pa kar malo vrtam, pa kaj novega zvem, pa tako da rada sprašujem, pa tudi rada odgovarjam. No. Rada tudi v bistvu s tem, ko odgovarjam, povem svoje izkušnje, svoje tegobe, da so odprto rada govorim, zato da tudi ostali vidijo, da imamo vsi podobne težave in izzive, no, da ne bom preveč negativna. Ampak ja, bomo videli, ne vem še tega odgovora, vpraši me, čez eno leto. Mateja, ne, vem, da rada govoriš, ne, in tudi jaz vem, da rad govorim, ko se dogovarjava za terene in tako naprej. Mogoče bo čudno vprašanje, ampak a se tudi z živalmi doma pogovarjaš? Kje si pa to zdaj najdu? Ja, se ja. Ja, ampak najbolj se tudi živali drugače obnašajo. Lih zdajle imam purane tudi, veš kako izgleda puran, ta bel, pa tako, ni tukaj ful lepa žival. In jaz njemu kratko malo po glavici, pa poberi, kaj si ti grdna, si pa moj. Ja, ne vem, se mi zdi, da živali so ne taka terapija in nimaš ga skoraj kmetov, ki ne bi oboževalo, pač rado bili ob živalih. In seveda ga malo pobožaš, malo počohaš, pa tudi tega bika imam, ki je ful prijazen. Veš, čas je tudi težava, ki je žival preveč prijazna in on z unim neobčutkom ful vame rine in me včas malo rukne, pa ne vem. Tako da ja, zelo se lahko navežeš in ja. Se pogovarjam, ja. No, vidiš, se to je čisto normalno vprašanje, ne, če se vsak dan včasih ni drugega tam naokoli. Mateja, pa imaš čisto iskreno, imaš kaj treme pred prvo epizodo? Kmalu vem, da te čaka prvi teren. Imaš kaj treme? Ja, malo, ja. Imaš, ne? Pačkaj lahko, ne. Se malo moraš imeti, malo je vedno potrebno. Ja, jaz mislim, da je taka zdrava trema je dobrodošla, ampak nikoli se nisem mislila, da bom v takeli vlogi, tako da ja, malo je treme. Ja, zdaj vemo, ne, da prva epizoda bo na sporedu že kmalu, ne, tam konec septembra, predvidoma tam ponedeljek 22. septembra, nas vsekakor ne zamudite, ampak ne bova povedala, ne, še kdo bo gost, pa kam greva. Lahko pa povemo, da bom jaz vodila prvega. No, tako ja, seveda, ne, tako da moramo te čim prej preizkusiti v tej novi vlogi. Če sem za kaj, ali kaj bo zdaj to. Ja, zdaj, glede na to, misliš, da ti bo tudi zaradi tega mogoče malo lažje voditi podcast, glede na to, da poznaš še malo bolj v drobovje kmetijstvo in vse problematike, s katerimi se mladi kmetje soočate? Ja, vsekakor. Mislim, meni so zanimive vse zgodbe, zelo rada klepetam s kmeti,
in od takih osebnih stvari, da se lahko malo izpovemo drug drugemu, pa tudi do strokovnih stvari, da kaj novega se naučimo, pa zvemo in rada delim to naprej. Tako da, ja, vsekakor, ko mi čakam. No. Ja, jaz sem prepričan, Mateja, da boš tudi v tej novi vlogi se izvrstno izkazala. Že po tej dinamiki, ki sem jo danes začutil, mislim, da ti ne bo težko postavljati vprašanj, da se ti bodo tudi sogovorniki res odprli in ti povedali, predstavili svoje zgodbe. Tako da, ja, imaš še mogoče morda še ti kakšno vprašanje, te še kaj zanima, kar bi rada? Zanima, gremo v akcijo. A gremo v akcijo, ne? Gremo v akcijo. Dosti je bilo debatiranja v tem studiu, ne, ljubljanskem, zdaj pa gremo na teren. Ja, ko me čakamo teren. Ne, ful sem vesela prilike. V bistvu podeželska mladina in podeželje in kmetijstvo mi ogromno pomeni. Tako da, ja, ko me čakam. Super. Jaz mislim, Mateja, da sva nekako naredila en zdaj tak obris vsega tega, tudi kdo sva, koncev kdo sva midva, kaj je podcast, kaj smo doslej doživeli, kaj pa bomo zdaj na terenu videli naprej. Moramo pa najprej iti na teren in potem videti, kaj zares je. Ne? Tako, spremljajte nas. Tako da za konec res samo še prijazno povabilo, da nas spremljate na naši spletni strani druzina.si, na YouTube kanalu Družina Media in tudi na platformah Simplecast, kjer boste lahko ta podcast tudi poslušali, ki spet prihajajo med vas. Torej 22. septembra, ne zamudite, z vami bova Mateja in Marko. Tako da vse dobro do našega srečanja. Živa!